Lep dobro večer in ponovno dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum na ETV. Danes se bomo posvetili enemu zelo zanimivemu vprašanju. Zakaj me vedno znova razumejo narobe? Če vendarle to tako jasno prihajajo besede iz mojih ust. Kakšen je prvi vtis, ki ga pustimo? Kako ga lahko izboljšamo? Zakaj nas morda okolica vedno znova narobe razume, brez da bi nas sploh poznala? Pravzaprav se vemo, včasih nas ljudje niti v življenju niso videli osebno, pa kar mislijo, da vse vejo o nas. To se skriva v enem izmed 5 osebnih števil, ki ga imenujemo število osebnosti. Zračunamo ga iz soglasnikov našega imena in priimka, torej hitro po papir in po svinčnik, da si boste zapisali svoje ime in priimek kot ob rojstvu. Mi pa bomo dali zdajle kar lepo že abecedo, zato da si boste lahko v miru podpisali vrednosti svojih črk. Torej, vsaka vaša črka v imenu in priimku ima numerološko vrednost. Prepišite svoje ime in priimek kot ob rojstvu. Vedno uporabljamo ime kot na rojstnem listu in podpišite vrednost črk. Tako kot vidite, A je 1, P je 7. Zanimali nas bodo pa samo soglasniki, kar v miru. Tale formula bo ostala na zaslonu zdajle še nekaj minut, da si lahko v miru podpišete. Vmes bom pa jaz malo več povedala o številu osebnosti. Velikokrat nas okolica enostavno razume narobe. Imamo 5 osebnih števil, običajno se v opisu števila osebnosti ne najdemo, zato ker pravzaprav govorimo o vtisu, ki ga pustimo. O neki vlogi, ki jo v določeni situaciji igramo. Seveda to nismo vse mi, seveda se mi spreminjamo, seveda okolica vidi le delček nas v določeni situaciji, seveda ta delček lahko narobe razume. Danes bomo govorili predvsem o tem, kaj je tisto, kar je lahko narobe negativno razumljeno. Zato upam, da ste si podpisali pod vaše soglasnike tale števile. Zdaj pa bomo pogledali še formulo. Torej, preprosto seštejete do ene cifre vaše soglasnike. Na formuli je primer Ana Novak, torej zanimalo nas bo samo N, zanimali nas bodo soglasniki. Torej, formula za izračun števila osebnosti je, poglejte zdaj za menoj, samo soglasnike izluščite ven iz imena in priimka in seštevate toliko časa, da dobite eno samo cifro. Imamo 5 osebnih števil, izračunamo jih iz kombinacije rojstnega datuma, imena in priimka. Zdaj smo potrebovali soglasnike, za drugo osebno število potrebujemo samoglasnike. Jaz verjamem in zaupam, da ste uspeli do zdajle zračunati. Tisti, ki spremljate tole na YouTubeu, pa seveda enostavno video lahko ustavite in prevrtite nazaj. Tisti, ki mogoče je bilo malo prehitro ali pa bi si želeli to še enkrat pogledati, vabljeni na YouTube, oddaja bo objavljena malo kasneje. Torej, število osebnosti nam razkriva, kaj je tista energija, ki jo mi oddajamo, kaj je tista energija, s katero mi vstopamo v prostor, ki jo seveda lahko zelo narobe tudi razumemo. Pa kar pojdimo. Tisti, ki imate seštevek 1. Vas ljudje dojemajo kot zelo odločne, zelo hitre. Kaj je tukaj lahko negativnega? Lahko vam očitajo, da radi komandirate. Lahko vam očitajo, da ste prehitri, da ste nerazumljivi, da hočete vse prehitro, vse naenkrat, vse po vaše. Če imate v svojih 5 osebnih številih še kje 1 ali 8, je ta vpliv seveda toliko močnejši. Kaj je pozitivno tega? Ljudje načeloma se ne bodo na prvo žogo upali z vami kregati, ker vas dojemajo kot samostojno in odločno osebo. To je predvsem za tiste, ki so morda sicer zelo sramežljivi, zelo dobrodošlo, seveda se pa potem v tem opisu ne najdejo. Kaj zdaj narediti s tistim prvim vtisom, ki nam morda ni všeč? Morda oblikovati prijaznejše stavke. Jaz verjamem, da ko govorimo o nečem praktičnem in rečemo, ne vem, hočem kavo z mlekom, je čisto drugače, če dodamo še kakšno dobro kavo z mlekom. Vesel sem kave z mlekom. Torej, okolica se bo občutno bolje na vas odzivala, če boste v svoji komunikaciji malo bolj počasni in če boste uporabljali tudi kakšne pozitivne pridevnike. Število osebnosti 1 ste osebe, ki tudi sicer nastopate mogočno. Torej, ljudje se vas lahko enostavno in preprosto ustrašijo. Torej, število osebnosti 2. Za vas pa velja ravno obratno. Okolica vas dojema kot zelo prijazne, morda tudi zadržane, morda tudi sramežljive in predvsem
sploh če imate število 2 še drugje v vaših osebnih številih, vas lahko dojemajo kot podredljive. Torej, pričakujejo, da se boste strinjali, pričakujejo, da boste sramežljivi, da boste zadržani, da se boste podredili. Seveda, če pa imate v svojih osebnih številih 1 ali pa 8 in ste tudi sicer močna osebnost, to nekako ne gre skupaj in potem vam grejo ljudje na živce, ker od vas pričakujejo, da ste nekdo, kar niste. Torej, vedno je treba upoštevati celotno sliko vseh 5 osebnih števil, za vas pa predvsem velja, ko govorimo o prvem vtisu, kako ga spremeniti, biti malo bolj odločni. Čim prej povedati svoje mnenje, tudi če se s sogovornikom ne strinjate. Na primeren, miren način. Torej, ne padati v to, da morate pa zdaj takoj pa na ostro povedati svoje stališče. Tudi ne mule kuhati, včasih se nam tudi to zgodi. Za število osebnosti 2 velja, da so to osebe, ki veljate v svoji okolici kot dobri sodelavci, dobri prijatelji, s katerimi se da dobro sodelovati, dobro pogovoriti, ki razumete obe plati zgodbe. Včasih morda temu ni čisto tako, je pa to definitivna prednost, ki jo lahko uporabite sebi v prid. Torej, če tudi vas morda okolica dojema kot malo bolj zadržane, malo bolj nežne, malo bolj sramežljive, je to včasih lahko velika prednost. Število osebnosti 3 vas odlikuje domišljija, vas odlikuje pozitivna energija. Torej, okolica, ko vas vidi, vas dojema kot nekoga, ki je izviren, domiselen. Če govorimo pa zdaj o negativnih lastnostih, ki si jih lahko okolica narobe razlaga, pa ste lahko deležni očitka, da ste otročji, da ste nezreli, da življenje ni igra, da nehajte tako zelo neresno vse jemati. Torej, število 3 je tisto, ki vedno najde nekaj pozitivnega, ki vedno najde nek smisel za vsem slabim, kadar je tudi sama seveda v pozitivni energiji. Kar pomeni, da kadar ste v bedu, če se izrazimo kot mladi, potem je vse slabo. Kako lahko to uporabite sebi v prid? Okolica vas dojema kot nekoga, ki bo našel rešitev. Mogoče okolici vaše rešitev, vaši predlogi ne bodo všeč, ampak to več ni vaš problem. Torej, ko govorimo o prvem vtisu, oddajate barvito energijo, bogato energijo, oddajate energijo nekoga, ki ni dolgočasen, niti slučajno ne delujete kot siva miška. Torej, če imate v svojih številih veliko 4 ali 7, potem ta trojka ne odraža vas. 4 in 7 ste tisti, ki ste radi resni, ki ste radi tradicionalni, ki ste radi ustaljeni. Če pa govorimo o 3 in o 5, pa govorimo o mnogo bolj barviti energiji, ljudi, ki imajo radi močne barve, ki radi se sočno izražajo in živijo življenje na polno. Torej, lahko se najdete v tem, lahko ne, ampak okolica vas dojema kot nekoga, v čigaršnji družbi je fajn, se radi nasmejimo, včasih se pa mogoče tudi očitki, da ste neresni. Torej, uporabite to energijo rešitve zase. Število osebnosti 4. Okolica vas dojema kot zanesljive ljudi. Kot ljudi, ki držijo svojo besedo. Tudi kot ljudi, če se zdaj usmerimo še na negativne lastnosti, ki so rigidni, ki so trmasti, ki ne odstopijo od svojega prav, ki so morda počasni, ki se morda težje spreminjajo. Načeloma pa vas okolica dojema kot poštene. Torej, če imate v svojih številih sicer veliko 5 ali 1, morda tudi 8, se boste težko našli v tem opisu, kajti vedno iščete napredek. 4 pa je tista, ki če ne bo čisto ziher, pa 15krat ziher ne bo probala nečesa novega. Torej, če imate v svojih osebnih številih 4, 7, kot smo rekli, pa bi se lahko našli v teh vibracijah. Kako izboljšati prvi vtis? Sprejeti tuje mnenje. Kljub temu, da svojega ne boste spremenili, ampak prisluhniti tudi tistim stališčem, ki se vam dozdevajo morda popolnoma nesmiselna, popolnoma skregana z logiko, popolnoma nepraktična. Prisluhnite. Učimo se lahko samo iz nasprotij, če tudi se z njimi ne strinjamo. Potrebujemo tako dan, tako noč. Vam v prid pa govori ta energija zanesljivosti, energija nekoga, ki to, kar reče, tudi stori. Torej, uporabite to v svoj prid. Število osebnosti 5. Vi na prvo žogo delujete kot zelo eksotična oseba. 5 simbolizira spremembe, simbolizira strast, simbolizira ravno obratno od 4. 5 je število tujine, število spontanosti. Torej, očitek, ki ste ga lahko deležni kot 5, je, da ste nezanesljivi.
da ste morda preveč svobodomiselni, preveč odprti, preveč drugačni, preveč eksotični. Če v svojih ostalih 5 številih osebnih imate 5, imate 1, imate 8, se boste v tem opisu našli, če pa imate 4, če imate 7, kot rečeno pa verjetno ne. Zelo ste prilagodljivi, torej vam v prid priča energija prilagodljivosti, neobsojanja, se pravi ljudje, ki so od vas drugačni, se v vaši družbi počutijo dobro, čeprav morda se vam zdijo sila nenavadni, čudni celo, ampak te osebe bodo vam z veseljem povedali, kdo so, kaj so in kako so. Torej, ko govorimo o prvem vtisu, če bi imeli občutek, da vas ljudje jemljejo neresno, potem se izražate bolj strukturirano, potem se izražate bolj sfokusirano, torej kratki stavki, definirani stavki in vedno določite, kaj je tisto, kar se brezpogojno ne spreminja, kaj pa je tisto, kar je odprto debati. 5 je tista, ki vedno rada nekaj eksperimentira in poskuša in mogoče tudi zelo veliko tvega, torej ljudje bi vas lahko dojemali tudi kot morda preveč svobodomiselne in preveč nagnjeni k tveganjem. Število osebnosti 6. Število 6 povezujemo z domačnostjo, z ljubeznijo, z romantiko, z materinsko energijo, z ženstveno energijo. Torej, okolica vas dojema kot nekoga, ki je toplega srca, dobrega srca. To je lahko super, ko govorimo o partnerskih odnosih, o prijateljskih odnosih, v poslu in tudi sicer pa bodite previdni, kajti ste fantastična tarča za tiste, ki si nekako predstavljajo, da jih boste ubogali, za vse tiste, ki so čustveni vampiri, ki so manipulatorji, kajti oni se bodo vašo energijo, vaš prvi vtis razlagali kot čokolada, kako fajn. Ta oseba mi pa ziher ne bo rekla ne, super. Torej, če imate v svojih ostalih osebnih številih veliko 1, 8, 7, tudi 4, se boste znali postaviti za sebe. Če imate pa veliko 2, 3 ali 6 in 9, bo pa verjetno postavljanje meja izziv, ki se bo pojavljal vedno znova v življenju. Torej, ko govorimo o medsebojnih odnosih, ste oseba, ki zna pričarati lepoto trenutka, kar je super. Lekcija tega števila osebnosti pa je, kdaj in za koga se potrudite. Torej, ne biti vedno predolgo časa preveč prijazni, ampak postaviti mejo kar čim prej, kajti vsi tisti ljudje, ki radi hodijo čez meje drugih ljudi, si bodo mislili, da čez vaše lahko hodijo. Zato je treba čim prej reči ne. Število osebnosti 7. Oddajate energijo nekoga, ki je zelo resnoben, oddajate energijo suverene osebe, osebe, ki strokovno pristopa k stvari, morda celo preresno, zato ste morda deležni občutka, da preresno jemljete stvari, da se obešate na besede, na podrobnosti, da mogoče ne spustite svojega prav. Če imate v svojih osebnih številih podobno še kje izraženo 7 ali 4 ali 1, to pomeni, da ste zelo dobri tudi sicer v podrobnostih, v detaljih. Če imate pa veliko 3 ali pa 6, pa se seveda ali pa 9 ne boste našli najbolj v tem opisu. Število 7 simbolizira resne ljudi, ki radi berejo, ki radi analizirajo, ki imajo radi čas zase, ki imajo radi svoj mir in tišino. Torej, če ste izrazito družabni, se sigurno v tem opisu ne boste našli. Okolica se bo pa na vas včasih odzivala, kot da ste hermit, kot da ste nek puščavnik, ki rabi svojo tišino. Torej, informirajte jih, da zaenkrat niste duhovnik, da niste v nekem templju, kjer meditirate 24 ur na dan. Definitivno pa vam v prid priča energija resnicoljubnosti. 7 simbolizira resnico, korektnost, integriteto, torej ljudje bodo nekaj dali na vašo besedo, če vi date nekaj na vašo besedo. Torej, če prihaja do situacij, v katerih vi nekaj izrazite, pa vam okolica ne verjame, pomeni, da vi sami sebi ne verjamete, kajti sicer vas okolica dojema kot strokovnjaka. Število osebnosti 8. Vi oddajate energijo nekoga, ki je zelo odločen, učinkovit, poslovno usmerjen, morda celo čustveno hladen. Morda celo preveč v kariero usmerjena oseba bi se lahko zdelo na prvi pogled. Definitivno dajete energijo nekoga, s katerim se pač ne pometa. Torej, če imate v vaših osebnih številih tudi sicer 1 ali 8, je to verjetno energija, za katero vi stojite. Če pa imate veliko 2, 3, 6, 9, se pa verjetno ne boste našli v opisu nekoga, ki zna vsekati po mizi prvič, ko mu nekaj ni prav. Sebi v prid lahko zajmete to energijo točno v situacijah, kjer vas je strah povedati,
kako se počutite, česa si vi želite. Sploh v situacijah, ko ste v interakciji z nekom, kogar se bojite. Tu vam lahko 8 zelo pomaga. Sicer pa, če govorimo o osebah, katerim bi si pa vi želeli priti blizu, pa biti čim bolj nežni, čim bolj topli in povedati svoje občutke, povedati svoje čustva in svoje potrebe, kajti okolica si lahko misli, da vi ste super, a ne, vam je itak samo pomembno, da ste uspešni, kar po vsej verjetnosti ni res. In pred nami je še zadnje število osebnosti, to je 9. Število osebnosti 9 pa so osebe, ki oddajajo občutek sočutja, razumevanja, včasih tudi zasanjanosti. Torej, okolica bi vas lahko dojemala kot nekoga, ki nima najbolj trdnega stika z realnostjo. Zdaj pa tako, če imate zelo veliko trojke ali pa 9 tudi v ostalih osebnih številih, je to morda res, če pa imate sicer v ostalih osebnih številih 1, 8, 4, 7, pa to enostavno ne velja. Kako to lahko uporabite sebi v prid? V delu z otroci, v delu z ljudmi s posebnimi potrebami, z žrtvami nasilja, z vsemi, ki potrebujejo odklop, ki potrebujejo nek način bega preko domišljije, preko sočutja. Po drugi strani pa, če imate občutek, da vas na drugi strani sogovornik ne jemlje resno, pa to pomeni, da je ta 9 v ospredju, se pravi malo bolj definirani resni kratki stavki, resnično ne moremo faliti, če se tega navodila poslužujemo. Sicer pa število osebnosti velja, da so osebe tople, okolica vas dojema kot nekoga, ki je zelo razumevajoč. Tukaj je za opozoriti samo to, naj to ne pomeni, da boste vedno znova razumeli, kako nekdo drugoga pobiksa, pa je do vas nespoštljiv, kajti nekaj je razumeti, drugo je tolerirati. Tako, naš pregled od 1 do 9 je končan. Število osebnosti nam lahko zelo pomaga, sploh ko govorimo o kombinaciji z ostalimi osebnimi števili, smo videli, zakaj nas okolica dojema narobe. Zakaj okolica, ko mi govorimo, dajmo zelo splošno reči, tole je oranžno, nas okolica sliši, tole je lila. Torej, ko govorimo malo bolj poglobljeni razlagi tega osebnega števila, nam lahko razkrije, kako z malo spremembe naše lastne komunikacije spremeniti odnose, ki nas bremenijo. In to bo zelo pomemben del 28. tedna, ki je pred nami. Število 28 namreč si želi novosti, napredka, učinkovitosti. To, da se zdaj zmenimo in to naredimo. To smo se zdaj zmenili in to zdaj velja. Veliko kot v življenju pa nam to ne uspe. Vse se zmenimo, vsi sedimo za isto mizo, vsi slišimo iste besede, se dogovorimo in potem vsakega odnese v svojo smer. Letošnje leto je takšno. Je leto nasprotij, je leto nihanja, nesporazumov, specifično leto je. Proti koncu leta se bližamo letu 2022, ki je mojstrsko leto, torej vse to, kar bomo v naslednjem letu gradili, bo ostalo za generacije, ki prihajajo. V 28. tednu nas bo življenje počasi začelo spraševati, hej, kaj pa bi ti? Če sem zdaj jaz natakar in ti prinesem vse, kar si ti lahko želiš, česa si želiš? Torej, v tem tednu se ne osredotočajte na to, kaj so tuji cilji, česa si drugi ljudje želijo, razen če jim želite pomagati in pri tem podpreti, ampak sprašujte sebe, kaj vas osrečuje, kaj vas izpolnjuje, ne glede na mnenje okolice, ne glede na to, kako vas drugi vidijo, kaj si drugi mislijo o vas, kaj drugi govorijo o vas. Pustimo zdaj to za en teden na stran. In se vprašamo, kaj je tisto, kar si vi mislite o sebi, kako vi sebe dojemate in česa si vi želite. Število 28 je odločno število. Hoče nekaj zgraditi, spremeniti in narediti. Če se boste obešali na to, kaj želijo drugi, boste prišli skozi ciljno črto drugih namesto sebe. Zdaj pa poglejmo, kaj tale teden prinaša vam. Hitro seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, to je število življenjske poti. Pove nam, v čemu smo dobri, v čemu smo talentirani, pomaga nam pri izbiri poklica, pri izbiru kariere in pri tovrstnih vprašanjih, kot jih recimo tale teden ponuja. Kdo sem, kaj sem, zakaj sem, česa si želim in kaj je ta pot, po kateri pravzaprav hodim, kam me v resnici vodi. Velikokrat mislim, da bi bilo dobrodošlo, če bi se vprašali, kam nas dejansko dejanja, odločitve, besede, misli, energija vodijo, kam mi sami sebe peljemo. Upam, da ste do sedaj že sešteli svoj rojstni datum, pa pojdimo. Enke.
Pred vami je teden, ko bo energija kar brzela. Torej, drage moje enke, v tem tednu lahko prav na hitro zmanifestirate marsikaj, zato bodite še posebej pozorne, da svoje energije ne namenjate nepomembnim stvarem, ne namenjate drugim ljudem, ne namenjate preteklosti in ne namenjate obžalovanju. Zelo je pomembno, drage moje enke, da se usmerite naprej. Fantastične ste v temu, dobre ste v temu, ne glede na to, da letos energija niha, ne glede na to, da mogoče zdaj ravno nimate zaleta, pa naj tale teden ne spolzi mimo brez vsaj ene dobre nove odločitve. Ravno ta energija zagona, ki vam je lastna, pa je tista, ki lahko pomaga vsem ostalim v vaši bližini, torej dajte malo inspirirati tudi tiste, ki pa počasi morda obupujajo nad situacijo in nad izzivi, ki jih imajo v življenju. Število življenjske poti 2. Pred vami je teden, v katerem se boste lažje postavili zase, predvsem tistim osebam, ki jih sicer zelo spoštujete. Sem zraven bom prištela tudi starše, tudi nadrejene, tudi starejše osebe, tudi osebe, ki jih morda zelo čislate in se vam zdi, da te osebe se pa res ne morejo zmotiti. Vsi smo zmotljivi. Tudi najbolj pameten človek na tem svetu. Torej, tale teden bo vsaj ena situacija, v kateri je prav, da se postavite za svoje mnenje. Ne glede na to, ali je vaše mnenje pravilno ali ne. Vaše mnenje je, torej, postavite se za bistvo sebe. Življenje to pričakuje v tem tednu. Ne pričakuje, da se še enkrat prilagodite, še enkrat razumete, še enkrat prisluhnete, še enkrat trudite. Ne, v tem tednu je prav, da rečete dovolj, od tu naprej si želim drugače. Podobno velja tudi za število življenjske poti 3. Drage moje trojke, v tem tednu bi vam lahko sicer domišljija malo ponagajala, o tem smo spregovorili že v prejšnji oddaji. Prejšnji teden nič ne de, uporabite jo tam, kjer menite, da je nekaj za vas nemogoče. Vprašanje, ki ga imam zelo rada, je, dokažite mi, da je nemogoče. Zakaj menite, da nečesa ne morete doseči? Morda gre samo za potreben trud, znanje, vložek časa, pozornosti sebe. Mogoče gre za velik vložek denarja, mogoče si ne morete določenih stvari privoščiti sedaj, ampak nikoli ne veste. To, da boste zadeli na loteriji, se mogoče ne bo zgodilo, lahko pa se zgodi, da bo določena zadeva nekoč zelo znižana in da boste naleteli na popust. In tako naprej. Torej, iščite poti tam, kjer vi menite, da jih ni. Število življenjske poti 4. Pred vami je čas pogleda v svojo preteklost, v strahove svoje preteklosti in če bi se pojavili, njihov namen ni kritika. Njihov namen ni reči, a veš kaj, ti pa tega še vedno ne znaš. Pa ravno obratno. Število 28 nam želi povedati, da vedno zmoremo, kar si zadamo, to je ta 8, s pomočjo ljudi, ki v nas verjamejo. To pa je 2. Ko to skupaj seštejemo, dobimo enko, ki simbolizira nove začetke, napredek, nove poti. Torej, moje vprašanje vam je, ali si upate spremeniti osebe v svoji okolici tako, da vas bodo podpirale v tistem, kar vi menite, da ne morete preseči. Kajti zagotavljam vam, da v tem tednu se take osebe bodo pojavile. Število življenjske poti 5. Pred vami je spontan teden, hiter teden, spremembe, potreba po več svobode, potreba po več spontanosti, po vsemu prepovedanem. Drage moje petke, predvsem po prepovedanem se bo pojavila želja. To je lahko morda nezdrava hrana ali pa kaj drugega. Torej, v tem času se vprašate, kaj je tisto, kar vas v resnici zadovoljuje, osrečuje in zakaj. In jaz dostikrat rečem, potrebno se vprašati, ali se bomo čez 20 let hvaležni, da nečesa nismo poskusili, da nečesa nismo dosegli. Včasih pa se je potrebno vprašati, ali ne mara nas za kakšne naše odločitve in izbire ne bo čez 20 let sram. Obe plati zgodbi sta za vas v tem tednu pomembni, obe vprašanji sta za vas v tem tednu pomembni. Torej, preden se brez glavo spustite v kakšno avanturo, se predvsem povprašajte, ali boste sami s seboj zadovoljni čez 20 let. Število življenjske poti 6. Pred vami je obdobje, ko po eni strani si boste želeli postaviti zase, ko po drugi strani bi si želeli poskrbeti za svoje bližnje. Ko bi se morda lahko pojavila povečana zaščitniška energija, ko boste morda, tako kot pravijo, koklja, ki ima vse svoje piščance skupaj. Torej, ne past v potrebo po kontroli, ne past v potrebo, da poskrbite za vse druge, ker vi pa zdaj res lahko.
ampak stopite na pot samih sebe. Kaj je tisto, kar vi potrebujete in kako bi poskrbeli zase, če bi bili vi pravzaprav en tisti piščanček pod vašim krilom, pod vašim okriljem. Veliko bolje poskrbimo za druge, kot bi za sebe. Tokrat dajte, prosim, poskrbeti veliko bolje zase, kot za druge. Število 28 nam pomaga postaviti sebe na noge za to, da lahko drugim pomagamo. Verjamem, da ste fantastični v sočutju, v prijateljstvu. Bodite zdaj sočutni in prijateljski tudi do sebe. Število življenjske poti 7. In pred nami je teden, v katerem bi se vam lahko razkrile neke informacije, ki so vam bile do sedaj zakrite. Lahko bi se zgodilo, da končno bodo neke stvari kliknile na način, da boste končno si želeli stvari spremeniti, premakniti, sebe premakniti. Torej, ne preveč filozofirati, ne preveč analizirati, zaupajte svoji lastni intuiciji. Kolikokrat ste točno vedeli, kako se bo nekaj končalo? Kolikokrat ste točno čutili, da nekdo do vas ni iskren ali pa da iz nečesa se ne bodo stvari razvile tako, kot so bili vsi mnenja, da se bojo. Saj veste, kolikokrat ste bili tako in si mislili, s te moke pa ne bo kruha. Zaupajte sebi ta teden. Število 28 vas bo izzivalo ravno v tem, ali si upate stati za seboj, za svojim mnenjem, kadar se razlikuje od okolice in kako to počnete. Število življenjske poti 8. Dober teden se vam obeta, 28 je definitivno energija, ki vam je pisana na kožo. Ne pa se truditi vse doseči sami. Ne past v to, kako vi vse zmorete. Ne past v to, kako lahko dosežete vse nedosegljivo in tako naprej. Zelo dobri ste v manifestiranju, učinkoviti ste, dobro se znate organizirati. Res je. Zdaj pa dajte delček nekih teh stvari, ki jih lahko predate drugim. Torej, če bi Oprah na čisto vsak mail odgovarjala sama, pa vsako kamero bi postavila sama, pa vsak stol v studiu bi postavila sama, po vsej verjetnosti bi zmanjkalo časa in energije in pozornosti in tako naprej za dejanski intervju. Torej, kaj je tisto, kar je ključnega v vašem življenju, kar je pomembno in kaj je tisto, kar lahko spustite in prepustite nekomu drugemu. Število življenjske poti 9. Pred vami je čas, ko dajte sprejemati dobro tudi zase. 9, če jo primerjamo z 8, ko jo še vedno vidimo, ji manjka ta repek. Torej 9 se uči sprejemati stvari za sebe. 9 je tista, ki naj bi bila zelo razsvetljena in sočutna, ampak včasih je potem Kovačeva kobila bosa. Torej, drage 9, 28 vas vzbuja v temu, da ste bolj odločni zase in do sebe. Kar pomeni, roko na srce, dovolj je bilo izgovorov, dovolj je bilo odlašanja, dovolj je bilo čakanja na druge, dovolj je bilo naslanjanja na to, zakaj nekomu drugemu nekaj ni uspelo. Vsak izmed nas tudi ni Oprah in s tem ni nič narobe. Torej, ugotovite, kaj je tisto, kdor ste vi in stopite v to energijo in korajžno zajemite zase. Dobro. Dragi moji, tole je bil pregled tedna od 1 do 9. 28. teden nas bo vse opomnil, da se nismo rodili brez veze. Da je še veliko lepega pred nami, ampak da tisti prvi korak, ki je odločitev, kaj je to, kar mi dojemamo dobro zase, kaj je to, kar mi dojemamo kot svoje cilje, je pomembno. Ko gremo v vrtec, nas sprašujejo, kaj bi ti rad bil, ko boš velik, ko gremo v osnovno šolo, nas sprašujemo, kaj boš študiral, ko smo v srednji šoli, nas sprašujejo, kje boš službo iskal, potem se pa kar malo porazgubijo ta vprašanja. In koliko vprašanj manjka? Kaj je tisto, kar nas osrečuje? Mislim, da je zelo pomembno vprašanje, ne samo koliko otrok bi rad imel, kakšen avto bi rad vozil, a bi rad imel hišo, a bi rad živel v bloku. Čim več se sprašujte v tem tednu, celoten julij je namenjen vprašanjem, raziskovanjem sebe. Vsa ta nihanja, vse te štale, da po domače rečem, ki se nam dogajajo v tem letu, so namenjene ravno temu, da prepoznamo sebe. 28. teden pa nas zelo podpira v temu, da sebe organiziramo na način, da dosegamo to, kar si mi želimo. Torej, jaz upam, da boste zdaj, ko se bo oddaja končala, napisali svoje cilje, pogledali cilje, ki ste jih pisali prej, se postavili v energijo sebe in rekli, zmorem. Zato, ker točno zato ste se rodili.
Dragi moji, hvala lepa za vašo družbo. Vidimo se znova naslednji teden na ETV ob 8. zvečer. Govorili bomo o tem, kako iz karme v mojstrstvo. Še ena zanimiva oddaja bo pred nami. Če vas malo več zanima o numerologiji, seveda kot vedno vabljeni pa tudi na www.lili-sorum.com. Želim vam prečudovit prostanek ponedeljkovega večera in pa!